Spoštovane vinogradnice, vinogradniki, lep pozdrav na našem tradicionalnem postavljanju klopotca. Moram vam povedati, tudi jaz sam nisem vedel, da je to letos 20. zaporedno postavljanje klopotca. Ampak niti enkrat nismo prepustili, tudi glede korone. Smo nekako v nekem ožjem krogu, kako smo to vse skep napravili, tako da je bilo, nisem bil presenečen, ko sem videl na klepetci, da piše gor 2005. 2005 je bilo prvo postavljanje pri Lipar Mihatu, če se jaz ne motim. Tako da sem res presenečen in vesel, da pač to tradicijo ohranjamo. Glejte, lepo je, da se malo podružimo, malo pogledamo naše kraje, naše vinogradnike, ki nas gostijo. Sicer ne moramo stalno jeti v eno mislim, na drug kraj, ne vemo, kam bomo drugo leto šli. Bi bil pa vesel, če bi nekdo se danes javil, pa mogoče ne za 100%, kam bi šli drugo leto. Mogoče pol zvečer, ko bomo že malo kjero kako kupcu tam spili, pa bi rekel, glejte, mogoče bi pa jaz imel drugo leto, ne. Pa se ni to obveza, da more biti, ampak lažje je glede organizacije, ne. Večer te bojo vsi uhlebili. Ampak smo bili na enim sestanki, pa je rekel, Ivan, bom vas jaz držal za jezik, je rekel, nikoli za jezik, za besedo. Samo da je bil direktor, veš? Intelektualec, seveda. Tako, zdaj bi pa šli kar na traktor, koliko nas bo šlo pač na traktor, pa bomo še kako besedo tam rekli pri samem gostitelju. Traktor gre pač prvi, ko ponavadi, drugi vsi za njim, se pelamo, kam gre traktor, tam gremo mi. Je to? Čebula. Ma ne ga srat. Tudi v Pišečkem okolišu, ne. Tako da
jaz sem vesel, da se letos, jaz sem rekel tam, že nekaj mi je všlo, da je letos 20-letnica postavljena Klepetcev. Ne vem, danes sem ko me videl to, ampak 20 letos tradicionalno postavljamo Klepetic, to sem tam pod Kozovcem že povedal, tako da lepo, da smo pač letos pa še enkrat tle. Zdaj bomo šli kar dol, da postavimo ta Klepetic, mislim, da gremo vsi dol, to je 100 metrov peš zajet, ne Branko, 100 metrov. Boste videli malo še Trsje, čeprav, kjer ste gledali, ko smo se pelali, smo pač, jaz sem rekel, da gremo malo po spodnji strani, da vidimo te naše vinograde. Mogoče na kakšno ekskurzijo, takšno popoldansko, ne bi bilo slabo jeti od enega do druga, vse smo že imeli pohod od hrama do hrama, tukaj pri Varlecih, ampak mogoče si ne bilo še enkrat slabo ugledati ta lep vinogradniški okoliš. Zdaj bi pa jaz Branko ti še rekel, če bo kako besedo. Ja, dragi farani, tukaj zbrani. Na veliko mašo zbrani pri Varcu. Ja, tradicija je ta, da se vsako leto na ta dan postavlja Klepetic, pa je naš predsednik odločil tako, da letos bi tukaj, pa ni druge menda izbira našo, pa ne bo tu, ajde. Upam, da boste zadovoljni, pa imejmo se lepo, lep dan na praznični cerkveni dan. Ja. Koliko je tega vinograda? Rečemo vsega v kep, da se lepo čuje. Vsega skep? Ne vem, če to vinko mogoče. 45, koliko imaš pa ti? Ja, zadolčno imamo 2 hektarja, drugačno pa malo manj. 35, Ne vem, če kdo še. Aja, inšpektor je tak penziji. On bo ga ovdje. Ja, jaz sem pa mislil, da so meni, če bo biti na drugi. Zdaj ga pa treba zapošplentati. Močno. Je še dosta? Je pa vljuke. Vljuke, ja. Tako nam da vljuke. Izgleduje.
Hodimo po hodičku. Zdaj imate dopuste, ne, na Krki, ali kaj imate zdaj? Ker se vidim, da parking je prazen. Ale Branko, še nisi gotov. Nisi še gotov. Tako, da je upar veže. Zagrnite, pol zalit. Kdaj boš po... Prvo zagrn, pol zalit. Imaš po patu. Glej, recimo, viš, to so redke trenutke, da predsednik tudi kaj dela, glej, veš, kak je to. Predsednik ima ponovadi bolj protokolarno vlogo. Ja, prvo sebe malo zalev. Ja, kade. Prvo sebe, ja, pol pa dužek. Ja, ti pa nima, vidva pa nima. Jaz bom pila pokaj. Ja. Zdaj smo navajeni tega, morate tukaj reči. Samo bo lahko vedel. Koliko bo zaliv? Bo zaliv. No, pa nekaj bo tako žena doma. Ja. Zdravko, čakaj. Moj tiho povedal, ej. No, pa še enkrat. Ja, ajde. Pa nekaj bo tako žena doma. Dobro, kad te ne čuje. Je tako, pa nam rečemo klepetic, ker smo pač Pšečani, govorimo pač v tem našem jeziku, pšečkim, in to je naše letosne res 20. postavljene klepece, malo me je to iznenadilo, še nisem toliko študiral, da je to letos 20. Ampak obeležili ga bomo in smo ga že malo na tak tradicionalni način. Res, da je to letos malo leto, ki je bilo zacajtno, da je vse prehiteva nekje 14 dni do 3 tedne. Ljudje pač bojo začeli kmalu brati, kjer so pač te sorte, ki niso bile škropljene, te nove sorte bojo zdaj čez 2-3 dni brali naši. Nekateri so že pobrali in mi pa postavljamo klopotic kao tradicionalno za odganjanje ptičev in tega, in pač smo malo zamudili, ampak ne za to. Naš datum je to na velike maše, od prvega dneva, ka postavljamo, in tako tudi naj ostane še vse za naprej. Če pogledava letošnji letnik, omenili ste že, da nekateri bodo že opravili trgatev. Kako pa ostali, kako kaže tudi vinski letnik 24, vaše mnenje? Letošnji letnik, hvala Bogu, rečeno, ni bilo toče, ni bilo pozebe, zelo lepa letina, kvalitetna letina, tako da na naši vinogradniki se ne bojo mogli čist nič priteževati. Grozdje lepo, čisto, ni čebel pretirano, razen ptiči seveda, kjer je pač suša, se tudi ptič mora nekje nazobati, najesti, tako kot se moramo mi, in pač mora iti malo vinograd in si kako jagodo vzeti. Če ne bo ptičo, ne bo tudi verjetno nas, tako da moramo se spoštovati. Res je letos lepa letina, če smo zdaj tam, če povem, kje smo, da smo na vinorodnem okolišu tukaj v Podgorjem, na Varlečevi domačiji, Varlec Brankota, sosed je pač Varlec Pepi, Simon, sin, ki pač to našo okolico gradijo v najlepšem redu. Tako da bi rekel vsakem vinogradniku, da si lahko gre pogledat
da bo videl vzor, kako in kaj moramo delati v vinogradu. Marsikater, ko rečejo, gremo nekam na izlet, pa bomo videli vinograd. Vzor naših vinogradnikov je tukaj v Podgorju, pri Varlečevih. Omenili ste že, da se obeta zelo dobra trgatev, ampak za vinogradnika bo pravzaprav leto gotovo šele, ko bo tudi vino prodal. Kako pa to kaj kaže? Glede na prodajo, koliko vem, od teh večjih vinogradnikov ni nobenega problema. Pogovarjam se s tem našim večjim vinogradniki, ki so v našem društvu, nimajo nobenega problema. Vsi imajo potežkoče z ne dost vina. Recimo ta naš največji vinogradnik Pepče Varlečev tarna, da čez 10 let ne bo imel kaj prodajati. Svojega grozdja bo imel, ampak prodaja se povečuje, ljudje, povpraševanja so velika. Nas, malih vinogradnikov, pa ne mene kot predsednika, ker imam 300 trt, ampak takšni, ki so imeli 1000, 2000 trt, so posekali ven, ker je bila neprimerna cena. Sedaj se to izboljšuje, tako da bi bilo nekaj zaslužka, ampak žal prepozno. Te vinogradi so se veliko izkrčili in nihče več ne bo, malo kdo bo še nazaj na novo zasadil. Če se pa zreva še nekoliko na vaše društvo, postavljanje klopotca je že vaš tradicionalni, kot ste omenili. Kaj pa bi še lahko izpostavili recimo v tem trenutku, oziroma kaj vas še čaka do konca tega leta? Imeli smo strokovno ekskurzijo v Srbijo, ki je bila spet ena lepa ekskurzija. Sedaj je to tradicionalno postavljanje klopotcev. Seveda pričakujemo pa naše martinovanje z pohodom od hrama do hrama. Sicer še ne vemo destinacije, kje se bomo udeležili. To je v našem programu, ki ga vsako leto izpolnjujemo, tako da si kar želimo še tega martinovanja z krstom mošta in spremembo mošta v vino. Postavitev klopotca, to je naša tradicija, kot je rečeno. Jaz moram se vsem našim vinogradnikom, ki nas sprejmejo na klopotec, pri srcu zahvaliti. Vsako leto se neki eden najde, da ni nobenega problema. Najlepša mi hvala vsem. Posebna zdaj zahvala družini Varlec, ker ima že Branko sina, tako da bi se še njemu zahvalil, mislim, Brankotu z ženo in sinu z ženo, ki so nas prijeli. Seveda, da ne bom samo omenil tu, vsako leto nas te člani, naši večji vinogradniki tudi podpirajo na raznih sajmih. Na dan vina, kruha in salam so naši donatorji in res se jim moramo zahvaliti. V takšni stiski, mislim, ni to stiska, ampak velika donacija je, da nam vsi ti vinogradniki stopijo ob stran in nas res podpirajo na vseh straneh, ki jih imamo v našem društvu. Še enkrat najlepša hvala vsem. Seveda se moram zahvaliti tudi našim gospodinjam, kar se že večkrat se zahvalil, ker nam pridno gospodinjam, ženam, partnericam, ki nam pridno priskočijo na pomoč z raznimi pecivi in raznimi dobrotami in tudi danes jih ne manjka. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki so nas podpirali in nas še podpirajo v bodoče. Vi ker stojite tak, to je v redu. Stojite. Jaz sem že.